prijatelji, ponovno pozdravljeni v prostorih Študijskega centra za narodno spravo. Današnja okrogla miza je posvečena razmišljanjem o slovenskem zgodovinopisju danes. Medse smo povabili ugledne zgodovinarje, tukaj med nami so dr. Tamara Giser-Pečar, dr. Janko Trunk, dr. Stane Granda, dr. Igor Grdina in pa gospod Jože Dežman, s katerim bo potem zamenjala mesti, ker pač že premalo prostora, da bi bili vsi zdaj naenkrat spredaj. Torej še enkrat lep pozdrav in predvsem prisrčna hvala, da ste odzvali našemu vabilu, da boste prispevali k razpravi v refleksiji, ki je seveda zdaj še kako potrebna. Mi se zdi, da mnogokrat umanjka oziroma se o zadregah in pretrekah na poti iskanja zgodovinske resnice premalo sliši. Naj že kar tako na začetku poudarim, da smo povabili več zgodovinarjev, kot pa jih bo nastopilo v tem vodnem delu okrogle mize. Nekateri so se upravičili iz različnih razlogov, drugi niti tega niso storili. Ampak seveda nič ne zamerimo, pomembno je, da se pogovarjamo. Odkrito, strpno, argumentirano. In to vrstnih razprav med slovenskimi zgodovinarji žal precej pogrešam. Torej, vodnim prispevkom bo sledila razprava, za katero smo sodelavci Študijskega centra predlagali naslednja izhodišča. Trenutno stanje v zgodovinopisu in kriteriji raziskovanja v zgodovinski stroki, spodbujanje kritične, argumentirane in strokovne razprave oziroma razprave nasploh znotraj stroke, problem tako imenovane revizije v zgodovinopisju oziroma pojmovanje revizije kot nekaj negativnega, tako imenovano izrabljanje zgodovine v politične namene, preseganje ideološkosti v zgodovinopisju in ne nazadnje konkretni problemi oziroma težave v zgodovinopisju, se pravi financiranje, razpisi in tako dalje. Dovolite, da v svojem kratkem uvodnem prispevku poudarim zgolj nekatera splošno-teoretična izhodišča. Nam znano je, da si mora znanost nenehno truditi za svoj položaj v družbi, boriti se mora za normalne eksistenčne pogoje, se pravi za javno in drugačno financiranje, pa tudi za avtonomijo znanstvenega ustvarjanja, za pravico in dolžnost, da si lahko vstran od vseh pritiskov prizadeva za svobodno produkcijo znanstvene resnice, kar je temeljno poslanstvo znanosti. Toda znanstvena produkcija ni dogma. Namreč znameniti družboslovec Anthony Giddens trdi, citiram, ena od glavnih potez, ki pomaga značilno razlikovati znanost od drugih tipov sistemov idej, kot naprimer religioznih, je predpostavka, da so vse znanstvene ideje odprte za skupno kritiko in revizijo strani znanstvene skupnosti. Konec citata. Dovolite mi, da se naslonim na razmišljanja enega najboljših zgodovinarjev 20. stoletja, Francoza Marka Blocha, ki je oče tako imenovanega integralnega oziroma problemskega zgodovinopisja, obenem pa tudi žrtev nacizma, ustreljen leta 1944. Bloch opredeljuje zgodovino kot, citiram, znanost, ki se razvija. Če naj ostane znanost, se mora premikati, mora iti naprej bolj kot vse druge in se ne sme zaustavljati. Zgodovinar ne sme sedeti pri miru, ne sme biti zgodovinski uradnik, stopati mora naprej, zvest svoje dolžnosti, raziskovalca in pustolovca. Konec citata. V današnjem času je sicer zgodovina prepoznana za vedo s strogo znanstvenim aparatom, zgodovinska dejstva pa vendarle niso objektivni pojavi sami po sebi, pač pa jo pišejo vedno nove generacije skozi prizmo novih podatkov, danega kulturnega okolja, vrednot in razumevanja. Zgodovinarji naj bi res da stremeli k čim bolj objektivnemu zgodovinopisju, vendar pa to nikakor ni zgolj in samo nizanje zgodovinskih dejstev, pač pa je nujna tudi njihova interpretacija. Dejstvo je, da se resnica ne razodene sama od sebe, zgodovina pa ne obstaja, dokler je ne ustvarimo. Kot je dejal Bloch, je preteklost danost, ki je nič več ne bo spremenilo, poznavanje preteklosti pa se razvija in se nenehno spreminja in dopolnjuje. Mimogrede, prejšnji teden so se na mednarodni konferenci v Belgiji srečala s svetovno znanim zgodovinarjem Normanom Naimarkom iz Univerze Stanford. Priporočil mi je svojo najnovejšo knjigo in poudaril, da je napisana na temelju
tako je rekel, ogromno podatkov, ki jih je dobil v zadnjih 10 letih v novo odprtih ruskih arhivih. Seveda bom knjigo z veseljem prebrala, nisem pa prepričana, če ne gre morda za najmalo karikiram revizijo zgodovine. Kaj pa zgodovinopisje na Slovenskem? Večkrat se zdi, da nekateri naši znanstveniki trdno stojijo na okopih starih, že preživetih znanstvenih dognanj. V skladu s starim refleksom presojajo, kaj je dobro in kaj ne. Mimogrede, Bloh ni malo zgodovinarjev, ki bi razsojali, ne da bi razumevali. Še posebej se to dogaja s tako imenovano teorijo o narodno-osvobodilni borbi, ki se ponovno vzpostavlja kot vzvišena in nedotakljiva, zamrznjena zgodovina. Nobene kritike, nobenega pomisleka, kaj šele revizije. Zdi se ravno obratno. Ponovno smo priče celo glorifikaciji zgodovinskih osebnosti, pojavov in procesov, ki so v skladu z novo odkritimi zgodovinskimi viri še kako potrebni znanstvene, torej poglobljene, kritične in vsestranske obravnave. Ta drža, ki spreminja znanost v dogmo, prinaša različne nagrade, a v bistvu pomeni nadaljevanje tako imenovane angažirane znanosti, značilne za pogoje delovanja v totalitarnih režimih, ko se je interpretacija preteklosti podrejala potrebam dnevne politike. Tako je bila na primer šolska verzija zgodovine predstavljena kot popolnoma točna podoba dogajanja v preteklosti, jezik zgodovinopisja in zgodovinskih učbenikov pa je mnogokrat služil širjenju stereotipov, predsodkov, celo spodbujanju sovraštva in nasilja. Nekateri slovenski zgodovinarji, politiki in dežurni komentatorji bodo seveda še naprej hiteli z zavračanjem tako imenovane revizije zgodovine, čeprav ima pri tem njihovem početju zgodovina kot znanost bore malo opraviti. Kolega dr. Grdina je v svojem nastopu na Slovenski matici pred ne tako dolgo časa dejal, citiram, kdor se boji revizionizma, se trese zaradi svojih neopravičeno pridobljenih privilegijev, tako v zgodovini kot na drugih področjih. Konec citata. Situacija na Slovenskem se je žal tako ponovno razplantela v nedostojno ideološko obračunavanje, pri čemer si nekateri, ki se štejejo med znanstvene kroge, ne pomišljajo niti pred pritlehnim osebnim blatenjem. V kombinaciji z intenzivnim oživljanjem revolucionarne retorike in ponovno afirmacijo totalitarnih simbolov se zdi, da se približujemo tisti situaciji, ki jo je eden od uveljavljenih teoretikov demokracije, Anglež John Keel, definiral kot spominjanje napačnih stvari iz preteklosti, kar je po njegovem mnenju nevarno za demokracijo. K resnici in umiritvi strasti pa nas bodo popeljale le tiste znanstvene raziskave, ki bodo strokovno podkrepljene, ne pa raziskave, ki so pisane na podlagi vnaprejšnjih sodb in obtožb ali vezane na politične interese. Naj še enkrat poudarim svoje mnenje, da bi se morali slovenski zgodovinarji več pogovarjati in to odkrito, strpno in argumentirano. Nimam nič proti, če so mnenja še naprej različna, sem pa proti osebnim diskvalifikacijam na račun mnenja, ki ga zagovarjaš. To je namreč ostanek ideoloških obračunavanj iz preteklosti. Obžalujem pa očitno dejstvo, da so slovenski zgodovinarji, tako kot slovenska družba, ob obravnavanju kršenja človekovih pravic, genocida, zločinov proti človečnosti iz časa totalitarnih režimov še vedno razdeljeni. Stare travme in nezaceljene rane še vedno bolijo. Še vedno si nismo pripravljeni izreči obžalovanja, prošnje za odpuščanje in si odpustiti. Za konec naj se spet vrnem k Blohu, ki je priporočal, naj zgodovinar pripoveduje o zadregah in zgodovini svojega raziskovanja. Naj torej upozorim na eno od zadreg, s katerimi se raziskovalci študijskega centra vsakodnevno soočamo. Namreč med ljudmi, med Slovenci je še vedno prisoten strah, da bi povedali, kaj so hudega doživeli v času med in po vojni. Ljudje si ne upajo spregovoriti. Molčijo tudi ljudje z druge strani, ki niso bili žrtve. Ali ni ta molk, strah, pravzaprav znak, da je v slovenski družbi nekaj zelo bolnega? Nekaj, česar se moramo končno z vso resnostjo lotiti in skušati postaviti zdrave temelje za vnaprej. To pa pomeni odpraviti strah, ki je prisoten v vsakdanjem življenju, na svoj način pa živi tudi v znanosti. Hvala lepa za vašo pozornost.
Predajam besedo doktorici Bisser Pečarjevi in jo prosim, da potem naprej moderira to okroglo mizo in razgovor. Vse prav lepo pozdravljam in seveda tudi zelo obžalujem, da ni prišlo več zgodovinarjev, da bi končno vendarle enkrat prišli do dialoga, ki je nujno potrebno v Sloveniji. Pred nekaj dnevi me je nekdo vprašal, če ima nekatoličan sploh možnost, da pri meni naredi izpit. Ne glede na to, da je vprašanje izredno nesramno, provokativno in da me seveda nikoli ne zanima, kakšne veroizpovedi kandidat pripada oziroma ne pripada, zanima me samo, če obvlada snov, izvira to vprašanje iz stanja duha, ki ga trenutno doživljamo. Seveda vemo, da so profesori na univerzi, in tukaj sploh ne mislim samo na zgodovinarje, ki ocenjujejo po svoji politični pripadnosti. Prav sedaj smo namreč priča preinterpretacije osamosvojitve. Pa seveda so bile že pobude, da bi v ustavo zapisali pridobitve narodno-osvobodilne borbe, da potem seveda nihče ne bi smel več javno premišljevati o zločinih, ki so bili storjeni v njenem imenu. Prostor zgodovinske stroke v Sloveniji je ideološko popolnoma razdeljen. Žal ni diskusije med zgodovinarji, ki zastopajo različna stališča, kot je to običajno v zahodnem svetu. Medtem, ko je bilo komunistično zgodovinopisje propagandno sredstvo v rokah komunističnih oblastnikov, mora zgodovinopisje v demokratični družbi najti pot nazaj k znanstvenim pravilom stroke. Nova interpretacija zgodovine je potrebna, in sicer interpretacija, ki odstrani potvorbe in odloži plašnice na očeh, taka, ki je zastavljena nepristransko, brez predsodkov in brez vnaprej določenega rezultata. Zgodovinopisje kot znanost, to je vsekakor konsens resnih znanstvenikov v celotnem svobodnem svetu, pa je zadolženo zvestobi dejstvom, s drugimi besedami zgodovinski resnici. Delo zgodovinarja, če ustreza prizadevanju za največjo možno objektivnost, in samo v tem primeru lahko govorimo o korektnem zgodovinskem delu, ne more biti v skladu z naprej predvidenimi rezultati, tudi ne sme biti vezano na določeno smer. Njegov cilj ne more biti opora določene svetonazorske drže ali celo podpiranje določene organizacije. Zgodovinska znanost mora biti v svojih izjavah jasna, neprizanesljiva, pa čeprav se ima to še vedno za neprimerno strogost in trmo, da se celo za radikalnost. Politiki lahko taktizirajo, morajo sklepati kompromise, tudi tu in tam včasih kaj spregledati. Zgodovinska znanost mora biti nepodkupljiva in resnična, sicer ne bi mogla nuditi politiki nobene osnove za vedno bolj nujno vzajemno podporo za kompromise in obzirnost. Seveda je razumljivo, da imajo tisti, ki so bili prej v službi režimske politike, težave. Mnogi še vedno menijo, da morajo služiti političnim ciljem, ki jih imajo za pravilne. Po drugi strani pa marsikje prevladuje mnenje, da ne pozabimo ali vsaj zatisnemo oči pred določenimi dejstvi. To pa je napačna pot za pospeševanje miru in sodelovanja. Nič ne sme ostati zamolčano in pozabljeno, ničesar ne smemo že kar naprej opravičiti ali omiliti. Kajti ravno takrat, ko vse pošteno razkrijemo, vodi tudi temno ozadje v več svetlobe, k več skromnosti, k manj ošabnosti do drugih in tako k boljšemu osebnemu razumevanju. Skupina zgodovinarjev je namesto, da bi podprla ali celo sprožila strokovno diskusijo o spornih vprašanjih, v dnevnih časopisih pred leti
objavila izjavo o tako imenovani zaskrbljenosti, v kateri je nasprotovala reviziji zgodovinopisja in diskreditirala drugače misleče zgodovinarje. Revizija pa je prav nasprotno inštrument, katerega se mora posluževati vsak zgodovinar, in to neprestano, če odkrije nove dokaze, nove vire, nove dokumente. Tisti, ki se tega ne drži, deluje v nasprotju s pravili stroke. Pri nekaterih je zelo razširjeno selektivno uporabljanje gradiva in publikacij. Ne gre za to, da nekdo nekaj spregleda, tega enostavno zaradi množine publikacij ne moremo preprečiti, pa če smo še tako natančni, gre za sistematično in naprej določeno izločevanje nekaterih avtorjev in njihovih del, pa tudi določenih tem. Tako je na primer išlo obširno delo Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, ki ne omenja škofa Antona Martina Slomška. Ker so s kolegom Grdino to kritizirala, je eden naših kolegov napisal, da to delava iz osebne užaljenosti. Če delamo tako, potem je velika nevarnost, da spodrsnemo iz področja znanosti v področje propagande. Pri nas je neke vrste nenapisano pravilo, ki vsakega, ki se tega pravila ne drži, postavi v kot tako imenovane reakcije. Pravilo se glasi, da je kritika NOB nedopustna in to ne glede na zločine, ki so bili storjeni v njenem imenu. Če se nekdo vseeno dovoli nepristranski pogled na vojno dogajanje, potem sledi diskvalifikacija. Umetno se zgradi neka pozicija, ki gre popolnoma mimo argumentacije diskusijskega nasprotnika, potem pa se domnevno nasprotstvo temu stališču pobija. Naenkrat se znajde kritik v kotu zagovornikov fašizma in nacizma, kamor sploh ne spada, čeprav se je prav nasprotno vsem svojem delu zavzemal za to, da se kršitve človekovih pravic in totalitarnih sistemov ocenjuje po enakih kriterijih. Tega mehanizma se poslužujejo nepošteni debaterji po vsem svetu, v politiki in v drugih področjih. Seveda se neodvisni zgodovinar ne more in ne sme ozirati po politični vremenski napovedi, ostati mora zvest dejstvom. Žela Lejler je v komentarju strnila vzorec takih kritikov, citiram, rečeno grobo, kadar pol preteklo zgodovino stroka ovrednoti pozitivno, res so se dogajale tudi nekatere nepravilnosti in napake, potem je znanstvena, strokovna in objektivna. Kadar pa jo zgodovinski pregled preizkuje skozi optiko demokratičnih načel in razgalja tudi temno stran rdečega meseca, potem je neznanstvena in podrejena točno določeni veze kateri politiki. Na strokovni ravni zgodovinarjev zaenkrat še ni bilo temeljne debate o totalitarizmih. Kadar kdo načne to tematiko, je takoj ustavljen z argumentom, da je to delo že upravljeno oziroma da taka debata nikogar ne zanima. Nasploh je odprta diskusija, zamenjava mnenj na strokovni ravni brez deljenja med naše in vaše, pri nas na zelo nizki ravni. Ko je na 33. zborovanju Zveze zgodovinskih društev oktobra 2006 v Kranju skoraj prišlo do tega, da bi se predstavniki različnih pogledov vendarle enkrat soočili v odprtem dialogu, so prireditelji to preprečili s tem, da so nezaželjene porinili v posebno sobo. Gospodom Dežmanom sva bila v tej posebni sobi, zato da so v pravoverni lahko ostali med seboj. Razprava v slovenskem zgodovinopisju pa je ne samo dobrodošla, temveč izredno potrebna, seveda na določenem nivoju, brez osebnih napadov. To pa nikakor ne pomeni, da moramo biti vsi istega mnenja oziroma da ponovimo prakso preteklih dni in zapremo usta drugače mislečim, tudi ne takrat, kadar je njihov prikaz
otipljiva neresnica. Tudi ob ustanovitvi študijskega centra za narodno spravo, ki ima za nalogo proučitev kršitev človekovih pravic in nasilja na Slovenskem, se je izkazalo nepripravljenost tistih zgodovinarjev, ki so podpisali imenovano izjavo, oziroma če ne samo pri tej izjave, ampak tudi na protestni prireditvi na Liberalni akademiji, in je postalo povsem očitno, da nekateri zgodovinarjev moti že sama eksistenca tega centra, prav so podobne inštitucije domala vseh nekdanjih komunističnih državah. Kaj se lahko naučimo iz zgodovinopisja? Po mojem mnenju, mi zgodovinarji moramo stremeti nad tem, da se naša stroka čim prej osvobodi od zunanjih, ideoloških in aktualno-političnih vplivov. Samo tako bomo pridobili bodoči znanstveni naraščaj, ki ne bo pleten v včerajšnje politične bitke in ki bo stremel po resnico ljudnosti. Pri tem moramo položiti na mizo vse, kar nam je znano. Zaradi tega moramo nasprotovati zakonu, ki zapira arhivsko gradivo z očitnim namenom zaščititi tiste, ki so si v totalitarnih časih umazali roke. Med totalitarnim in demokratičnim svetom ni kontinuitete. Prav zato moramo odpreti arhive tajnih služb. Zgodovino lahko primerjamo z mozaikom. Čim več delov sestavimo, tem bolj avtentična je naša slika. Če zgodovinar služi političnim strategijam, postane propagandist in se prekrši proti temeljem zgodovinopisja, zvestobi dejstvom, demokraciji in svobodi znanosti. Njegovo delo, če ustreza prizadevanju za največjo možno objektivnost, in sam v temu primeru lahko govorimo o korektnem zgodovinskem delu, ne more biti v skladu z naprej predvidenimi rezultati. Ne more biti vezano na določeno smer, njegov cilj ne more biti opora svetonazorske drže. Mi, Slovenci, pa se moramo naučiti, da ne moremo doseči notranjega miru in sprave s tem, da posiljujemo zgodovino, da zamolčimo važna dejstva, jih popačimo ali pa da poenostavimo pojave, ki potrebujejo diferenciran prikaz, seveda da tudi nekritično ne glorificiramo ali obsojamo. In mi, svobodni ljudje, pa moramo spoznati, da potrebujemo resno zgodovinopisje, ki je vezano izključno na resnico ljudje. V neki meri je zgodovina hrbtenica domoljubja, kar nima nič skupnega z nacionalizmom in fanatizmom. Brez zgodovine ni patriotizma. Kdor ne ve, odkot prihaja, ne more vedeti, kje stoji in kam gre. Ljudje morajo poznati zgodovino svoje dežele s vsemi pozitivnimi in negativnimi stranmi in razvoji. Prav zaradi tega se ne smemo slepo podati v odvisnost politikov in oblikovalcev javnega mnenja in se ne zadovoljiti s selektivnim prikazom, zahtevati moramo izčrpne informacije tega, kar je bilo. Tudi če to različnim skupinam, ki so na vplivnih mestih ali celo na oblasti, ne dogaja. Hvala lepa. Zdaj bi pa dala besedo profesorju dr. Janku Brunku, ki bo najbrž prikazal sporne točke našega zgodovinopisja. Prosim. Hvala lepa, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Jaz nisem pisno pripravil, čeprav sem o tem veliko razmišljal, kaj bi, ker mi arhitektka tega posveta je dala prosto na izbiro, gospa Valičeva, kaj ne govorim. Govoril bom nekaj, kar imam zadnje čase neko britko izkušnjo v stiku z študenti, kjer že dolgo poučujem zgodovino na fakulteti za družbene vede.
tam prihajajo slovenski maturanti, celo boljši z poslovnega področja, kot so pa povprečni, to se pravi tisti, ki bi morali, za katere predpostavljamo, da morajo malo bolj zgodovino vedeti, bi se zgrozili, kako mečkeno znanje, kako pravzaprav napačno je to znanje, ki ga dobijo v srednji šoli, ki je odrasel vsega tega, kar je gospa Grisarjeva tle govorila. Zdaj neki iz te svetovne zgodovine še vejo, tako kot se spodobi v Evropi, ampak ko pa pridemo na slovensko zgodovino pisje, je pa tu en pravi bog. Jaz bom zdaj nekaj improviziral par ocen. Osnovna je, to ne bom ponavljal, ker kar je rekla kolegica Grisarjeva, je čisto točno, tudi moje mišljenje. Zato, da imamo predvsej napačnih predstav v zgodovini, je kriva naša hipertrofija ideološkosti v našem mišljenju. Kaj pa je to ideološkost? Ideologija, ideološkost je izkrivljena zavest. Mi smo nekako izkrivljeni, kar vsi po vrsti. Zelo bolj, kar vedno to, če želim nekaj vrednotiti, vedno to vrednotimo v nekem evropskem kontekstu. Vrednoti se vedno v komparaciji z nekom drugim. In jaz imam neko izkušnjo iz Francije, iz Nemčije in tam vidim, da so daleč odšli od te ideološkosti. So mnogo bolj sproščeni, bolj se ravnajo po dejstvih in zgodovina seveda mora izhajati iz dejstva. Iz dejstev in ta drugo, kar bi danes rekli, najbrž iz neke demokratične zavesti. Neke demokratične zavesti, kjer so v spredju vrednote človekova svoboda, človekove pravice svobodno izražati svoje prepričanje, demokracija in verjetno tudi svobodno gospodarsko dejstvovanje. Če iz tega izhajamo, potem bi marsikakšno stvar v naši zgodovini, marsikakšno dejanje, marsikakšen dogodek morali temeljito proučiti in ga seveda popraviti. Zdaj, gospa Grisarjeva je govorila o reviziji, jaz sem velikokrat o tem tudi govoril, bil od nekaterih, ki ustrajajo, da more kar tako biti, kot se je govorilo v zadnjih 60 letih, vedno kritiziram, da sem revizionist, sem rekel, da sem na to čisto ponosen. Zdaj bi tako rekel, morda je beseda sama nekaj groba, ampak to pomeni, da mi sliko zgodovinsko spoznavanje, ne zgodovina, kakor se zgodila, sliko, ki jo mi imamo v glavi, iz katere se nekaj učimo, ki nam nekaj pomaga, vedno dopolnjujemo. In to je osnovni zakon zgodovinske znanosti. Oče modernega zgodovinopisja ob prvi polovici 19. stoletja, Leopold Ranke je rekel, vsaka generacija si piše zgodovino na novo. Ampak na Slovenskem je to tako nekaj groznega, vedno če, ti bi kar popravil, kaj pa to, pred 40 leti smo tako govorili, se ne spomniš, kaj naš profesor govoril, ti bi pa se zdaj nekaj kar na novo zmišljeval. Pravi, za Božjo svetovolo, pri vseh znanostih je popolnoma jasno, da gre naprej. Nekega biologa, ki v neko umazano vodo iz neke lužice analizira, mu bojo ploskali, če najde nove bacile noter. Če pa jaz najdem neke, prostite, metaforično, neke bacile v našem dogajanju, v naših dejanjih slovenskih, v naših zgodovinopisih, me jih bunto pa nekaj zelo narobe. Pa ne išče bez te samo bacile, pa samo nekaj negativnega, tudi pozitivno. Ampak neke nove stvari. In seveda, zakaj je treba revizirati zgodovino? Odkrivamo vedno nove vire, nove dokumente, nove podatke. Vse smo, včasih mislimo, konc, vse smo že videli, vse smo našli, pa se najdejo. Pa se najdejo, ne samo globoko podzemno, tudi v raznih arhivih, ki so bili do nedavna zaprti. To je eno. In drugič, metode spoznavanja, proučevanja teh virov, tako imenovane heuristične metode, da nam govoril zdaj nekem zelo zapletenem znanstvenem jeziku, te metode se spreminjajo in drugič, veste, zgodovinopisje, zgodovinska veda je vedno interakcija med objektivno
preteklosti, ki se je zgodila, in našim zavedanjem danes in našimi vprašanji, našo redovednostjo na to, kako se je zgodilo in kaj to danes nam pomeni. In da včasih smo se zelo veliko, v 20. stoletju Slovenci, trikrat spraševali različne stvari. Najprej smo se spraševali o narodnem obstoju, kaj je tisto, ki je vodilo, da smo se ohranili kot Slovenci, da se pravi narodna problematika v ospredju. Potem smo se v času socializma zelo veliko ukvarjali, javnost in tudi zgodovinska stroka z socialnim vprašanjem, če marksistično rečem, z osvoboditvijo dela, in je bilo to v prvi vrsti in iskali vsakega, ki je nekaj enkrat rekel, naj živi delavski razred je tisti, ki bo nas potegnil naprej. In danes imamo v ospredju neko stvar, ki je verjetno najbolj pomembna, je pa, kako se je svoboda človeška, posameznikova, družbena, narodna, uveljavila in človekove pravice na teh tleh, ki se jim danes reče slovenska država. Vidite, to se pravi, akcent našega interesa se je zelo prestavil in iz tega akcenta, iz tega stališča pogled nazaj, je torej zelo različno vizuro, različno podobo slovenske zgodovine daje. Ko sem jaz hodil, veste, v srednjo šolo in potem na fakulteti, s pinceto smo iskali vsakega v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem, če kje je o Jugoslovakih. Danes nas to pravzaprav čisto nič več ne zanima. No, zdaj bi jaz bi zdaj čisto na kratko povedal, kolegi bodo me sigurno dopolnili, ker o nekaterih teh problemih sta oba kolega, ki tu sedita, temeljite stvari napisala, o 7 ključnih slovenskih dogodkih oziroma dejanjih slovenske zgodovine, ki nas danes konstituirajo kot slovenski narod, takšni, kakršni smo. Če bi teh 7 poglavij, teh 7 dejanj lepo nekako znali ljudem predstaviti, bi Slovenci bili mnogo bolj nacionalno zavedni, mnogo drugačen odnos bi imeli do tih temeljnih vrednot razsvetljenstva, ki se reče človekova svoboda, demokracija, poslovnost, poštenost, pravna država in tako naprej. Ampak v teh 7 ključnih temah smo si mi Slovenci veljavnosti in tudi slovenska zgodovinska znanstvena stroka zelo vsakseljna. Imamo mnogo bolj, jaz ne poznam naroda, ki bi bil o ključnih svojih temah tako zelo razcepljen, tako različen. Bom zdaj kar povedal. Prva tema je, in te so, večinoma je ta razcep in različni pogled na nje stvar ideološkosti. To se pravi neke duhovne, svetovno-nazorske predispozicije, neki pa tudi, najbrž me bo kolega Grdina tudi polni, je pa tudi danes stvar novih metodoloških pogledov. Nekateri želijo biti na vsak način modern, za vsako ceno, tudi za ceno nekih zelo, veliko, hecnih novih teorij. Ne bom zdaj jaz vsega posebej kritiziral, bom tako zelo somarno to povedal. Prva tema, v kateri smo danes celo bolj razdeljeni v znanosti, kot smo bili kdaj prej, in tudi v javnosti, novinarji pišejo, je zgodna srednjeveška zgodovina, ali če kratko rečem, zgodna slovenska družba. Že tukaj bi me kdo govoril, kaj slovenska, saj ni še slovenska, zelo karantanska družba, obred na knježnem pravu in tako naprej. Danes neki zelo ugledni, akademsko na najvišji poziciji, pravzaprav kar zanikajo karantanja. Ni nič slovenska, sej takrat ni še slovenstva, sej morda je malo to res, sej takrat niso vedeli, da so tisti karantanci Slovenci, ampak iz tistega temelja se je potem razvilo slovenstvo. Veste, tem gospodom, kolegom, ki so drugače zelo pametni, marsikaj to, vedno postavljamo vprašanje, pa povejte, kako je pa potem sploh do slovenstva prišlo, v zgodovini se nič ne rodi, kakor Feniks, kar nenadoma. To je neka evolucija, eno rase iz drugega. Kdaj se potem to slovenstvo rodi?
In tukaj smo mi drugačni, ta modernistična revizija, ki nekateri pravijo, slovenstvo se pravzaprav pojavi šele v 19. stoletju. Kolega Grdina je v tem že veliko polemiziral. Ta se ne bo obdržala. Jaz ne vem, imajo nekateri to teorijo zaradi tega, da bi se distancirali od svojega učitelja, velikega učitelja, ker nas je marsikaj naučil profesor Grafenauerja, ker je zelo veliko stavil na karantanjo in tudi cela naša, veste, moderna zgodovina temelji pravzaprav v karantanski teoriji, tam se začenja neka prva iskrica slovenskega ljudstva, slovenske zgodovine. To je rekel imenitni človek v koncu 18. stoletja, Linhart, ki ga imamo še danes za enega imenitnih ljudi, v bistvu utemeljitelja modernega slovenstva. To je prva tema, karantanje. O tej bomo morali še zopet govoriti in še in še. Druga tema je vprašanje reformacije, protestantizma. Tukaj je tudi razkorak, nekaj časa smo ga zelo hvalili in jaz mislim, da je seveda treba do njega imeti zelo pozitivno odnos. Pustimo zdaj, kako je nekemu zelo konzervativnemu, vernemu katoličanu pri srcu, če govori, če protestantizem povano, ampak najbrž tudi danes je v katoliški cerkvi vendar ekumenska, no, zelo prisotna naš kardinal je svoj pravzaprav avizo, a ne svojo pravzaprav moto svojega poslanstva, si sposobil iz Trubarja stati in obstati. In kdo je največji kristjan, če veliko ali pa velik kristjan na slovenskem, če ne Trubar, ki je rekel, ljubim Slovencu in mir, gnadu in milost in upravo spoznanje Božje skozi našega Gospoda Jezusa Kristusa. In se mi čudno zdi, da recimo ravno konzervativni katoliški krog jim je silno neprijetno omenjati Trubarja in se zmišljujo celo, da bi slovenski protestanti uspeli se obdržati, da bi pravzaprav bila, da bi bil to poteza, da bi bil to začetek germanizacije. Te teorije ne razumem in še vedno postavljajo nad Trubarja, daleč nad Trubarja, to se prav čisto ideološko, Tomaža Hrena. Potem je tretji sklop je slovensko razsvetljenstvo. Brez razsvetljenstva, brez vsega tistega, kar je prineslo osnovna šola, torej nevoljniški patent, modernizacija gospodarstva in tako naprej uprave, bi se težko slovenski narod moderniziral v 19. stoletju, ko je iz kmečke mase bilo možno skočiti, se dvigniti v svobodnaški stan, v stan meščanstva, ki je bil takrat nosilec nacionalnega preporoda. V tem imamo tudi precej različne. Nekaterim je tudi razsvetljenstvo preveč napredno, preveč racionalno. Razsvetljenci so bili vse sorte, so bili zelo pravi katoličani in so bili tudi zelo svobodomiselci, morda deisti, ampak brez Linharta, Vodnika, Zoisa, takoj vedno to pozvali. Brez vseh teh ne bi nas bilo takih, kot smo. Naslednja tema je 1848 leto, še pred leti, pravzaprav v tem velikem, jaz mislim, eno najbolj veličastnih dogodkov, pred kakšnimi 24 leti, sem takole govoril kritično malo eno revijo, kaj mi narejeno v slovenskem, z nekaterim profesorjem, ki so me sicer imeli radi zelo zamiril, kaj sem predržen, kaj si upam, se so oni že vse naredili. O tem velikem dogodku do nedavnega nismo imeli o dejanju, ko smo rekli, Slovenci se moramo združiti, če se ne bomo združili, se bomo razdelili, smo že tako nehni, združiti se moramo v eno deželo, to bo še dalo neko kritično maso za neki razvoj. Zgodovina je to potrdila in mi imamo zdaj 4 leta neko lušno knjigo, dobro knjigo, je debela knjiga od kolege Staneta Grande z enim zelo pomembnim naslovom, prva odločitev Slovencev za Slovenijo.
Takrat smo šele Slovenijo v duhu delali, in je bilo pravzaprav to vodilo zedinjena Slovenija, vse dežele slovenske skup, nekim avtonomnem statusu v Habsburški monarhiji, kjer bo veljalo, slovenski narod bo odločal sam o sebi, sam zase, v sklopu neke večje države. In ta program je potem veljal, a veste, na slovenskem celih 150 let, do nove revije in do naše osamosvojitve. Ampak tudi o tem 1848 letu je premalo napisanega, otroci, srednješolci se tega premalo zavedajo. Ampak to je kot temeljni kamen v programskem jeziku, v programskem pogledu, zedinjena Slovenija, Slovenci smo, takrat Slovenci formulirajo neko zanimivo misel, ki se glasi takole, ki še danes pravzaprav bi lahko rekel nas opredeljuje. Slovenci se zavedamo, da smo majhni. Nas je sicer strah za prihodnost, ampak nihče, tako zapiše en imenik iz Slovencev, nihče pa ne more od Slovencev terjati, da bi iz samega strahu pred smrtjo naredili samomor. Mi se zavedamo, da smo majhni danes, da nam je težko v Evropi, da nikoli ne bomo čisto enakopravni z velikimi Francozi in Nemci, ampak zato še noben Slovencu ne misli, pa bomo pa kar začeli, ne vem, nemško govoriti ali kaj, včasih bi še kakšen tako rekel, mi želimo se ohranjati, mi želimo in imamo zavest, da se mi se lahko sami preživimo, lahko sami ustvarjamo neki napredek znanstvenik in celo neki, mi smo se bili pripravljeni in sposobni pred 20 leti tudi vojaško obraniti. To so pa 3 stvari, to se pravi, se preživeti, biti samozavesten, nekaj ustvarjati in se braniti. To se pravi, to je zelo pomembno. No in potem imamo 3 teme v 20. stoletju, ki so pa zelo sporne. Vse 3 smo si mi, zgodovinari, med sabo zelo različni. Prvo je odhod iz Avstrije ali odcepitev, ki smo jo naredili mi po lastni volji, veste, iz Avstrije nas leta 18 ni nihče ven metal, ni bi lahko not ostali. Zdaj, kaj bi bilo, če bi ostali noter, verjetno, jaz sem prepričan, da je prav, da smo šli zaradi nacionalne ohranitve, ker čeprav ta komparacija, kar bom zdaj povedal, ne moram reči, da je 100% res, ker tam govori na nekih hipotezah. Če bi not ostali, bi nas bolj germanizirali, bi sigurno bil Maribor čisto nemški, bi bila Mariborska okolica ponemčena, ker en podatek bom povedal, da je Celovec bil leta 1910, je imel večji procent slovenskega prebivalstva, oziroma se je deklariralo več prebivalcev Celovca za Slovence, kot v Mariboru. Ampak kaj se je zgodilo? Nastali sta 2 državi in Celovc je bil ponemčen, danes komaj vidite kako prezenco slovenstva v Celovcu, Maribor se je pa po Sloveniji. Silom, milom, najprej postopoma, čeprav stari Jugoslaviji so bili v Mariboru, je bila nemška pozicija gospodarska še zelo močna, no pa prišla pa še ta metla, ki se je rekla druga svetovna vojna, ki je Maribor seveda drugače narodno strukturirala. No, tudi o tem velikem dejanju slovenskem je danes v zgodovinopisju precej razlik. Nekateri tudi pravijo, da bi bilo pa kar boljše, če bi ostali v Avstriji. Seveda bi bil razvoj zelo drugačen, ne bi zdaj tukaj jaz hipoteze našteval, nekateri govorijo celo take. Če ne bi šli preko taka zgodba, smo morali jeti iz Avstrije, Avstrija je bila obsojena na smrt, nam je bilo zelo hecen determinizem, ki ga ne sprejemam, pa največ nišče od nas. Če ne bi šli iz Avstrije ven, bi bili bolj podvojčeni, ne bi imeli narodno-osvobodilnega boja, če ne bi imeli narodno-osvobodilnega boja, ne bi imeli socializma, kako je potrefilo. Skratka, veste, take teorije, ampak veste, take teorije širijo visoko ugledni profesori, naši znanstveniki, ki so bili naši učitelji. Smo imeli mi trije veliko težavo, da smo se od tega malo osvobodili.
No in potem je seveda ta druga tema iz 20. stoletja, ki pa najbolj nas razdvaja in najbolj različni smo, to je druga svetovna vojna, ki je zrečen protiokupatorski boj in socialistična revolucija, in da smo si zelo različni, ste lahko videli pred kakšnim dobrim tednom, pred 14 dnevi v televizijski oddaji, nekem dokumentarcu, ki ga je napravil gospod Ambrožič, ki so tudi midva s kolegico Grisarjevo sodelovala, kjer vidite eno celo pahlačo zelo različnih pogledov na to, zelo kontraverznih celo. Potem je kolegico Grisarjevo že nekaj govori. No in potem imamo še nekaj, kar me zelo preseneča, tam bi rekel, en največjih dogodkov, verjetno največjih dejanj slovenskega naroda do zdaj, našo osamosvojitev, utemeljitev samostojne slovenske države, ki je nek veliko dejanje za vsak narod, mora biti še večkrat zavesten. Narod, država je za narod tako obleka za človeka, ki ga greje, ki ga brani, ki ga razvija, ki ga vzpostavlja, do tega velikega dejanja samostojno državo in dobiti takrat smo zavrli totalitarističen sistem, vzpostavili demokracijo, vsaj formalno, ki manjka zlasti neka pravna zavest, neka disciplina v gospodarskem poslovanju in tako naprej. Ampak vseeno imamo svojo državo, v kateri sami o sebi odločamo in tudi danes, a veste, je ogromno, pred 3 tedni sem imel kolege, univerzitetne profesore, ki so javno govorili pred mojimi študenti na fakulteti, da je pravzaprav eno mnogo več, mnogo pomembnejši dejanje, kot pa naša osamosvojitev. Jaz sem potem preprosto rekel, da ste to nekaj nekrofilsko, čudno, pri tem ste bili vendar sami, če ste bili, pa to najbrž niste bili, pri tem dejanju se mu reče osamosvojitev in drugo, s tem tudi zaključim, tu sem večkrat rekel tudi v tej televizijski oddaji, NOB, dobro, protiokupatorski boj, ki ga je pa partija izrabila zase, ki ga je s tem tudi zelo diskreditirala in povzročila ogromno žrtev brezpotrebnih, v svojem medsebojnem državljanskem spopadu, ki ga je ona lansirala, zato ne morem to dejanje 41-45 postaviti čisto sam zenit, za meni to boljš leta 90-91, ko smo vsi skupaj držali, ko ni en Slovenc drugega Slovenca ustrelil. In smo dobili svojo državo in smo dobili demokracijo, zdaj pa na nas, da to demokracijo pravilno udejanjamo, tukaj bi bilo pa dobro, če bi bili nekaj bolj sporočeni, bolj demokratični, da bi opuščali stare tradicionalne ideološke poglede in živeli državo kot ljudje, kot vsi kot Slovenci, ki imamo pravzaprav eno samo domovino in ne moramo se nikamor odseliti. Hvala vam lepa. Najlepša hvala profesorju Čuku, ki je prikazal osnovne točke naše razdvojenosti v zgodovinopisu in predam zdaj besedo gospodu Stanetu Grantu. Stane, ti lahko preko knjiže, hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sem šel mečkaj nazaj v historijat odnosov na slovenskih novinarjev. 4. julija 1861 je nek dopisnik, ki se podpisuje kot dopisnik iz Krašne, zapisal v Spodnji Danici. Stanovali so stari Slovenci na zemlji, ki je še dan današnji zemlja slovenska, pa ta zemlja je bila nekdaj vse večji, k njej je pripadalo tudi Gornje Štajersko, Severečevsko, Roško, Sedano, Tirolsko in Sonograško. Bila je zato lepa in razprostrana dežela in narod slovenski, ki je v njej prebival ne kak narodič, ampak v resnici čvrst in mnogoštevilen narod. Pravi, da so ti tako po drugi slovanju zgodovine predstavili, zlasti strani Nemce se potem sklicuje na Šafržiga. Krvave Slovane za te ravne vojske so sicer ponehale, duh sovražnik pa tudi potem še živel in še živi. Na objetje tega duha so trne še zmeraj trejo šole, pisarnice in gospoda narodovnost domačo
in narod ves utrudenje počasi zadremal in zaspal, med dremanjem in spanjem pa se mu je njegova zemlja, morda še bolj kot daj v vajskem hrumu, še dalje bolj krčila in zmanjšala, in ko se narod prebudi in zdrami, milo se mu stori, ko vidi silno moč sovražnega duha, ter lep del svoje domovine odcepljen in za zmeraj potujčen. 100 stoletja preteklo, v katerih je čutil tudi slovenski narod bolj ali manj krvavo zahtevno slovanstvo sploh, 100 stoletja dremal in spal, med dremanjem in spanjem pa je izgubil zmeraj več in več svojega sveta. Mnogo vrstnega zatir na 1000 let je bilo treba, da si skrčila našo zemljo do sedanjih slovenskih meja. Pa narod naš ne dremlje, ne spi več, on čuje in se vse bolj zaveda svojega pomena. Preprost in idealističen pogled na slovensko zgodovino stoletja ni bil sporen. Še več bio je gonilo tako za analize krute in krivične preteklosti, kot za načrtovanje politične in predvsem kulturne prihodnosti. V svoji narodno-obrambni mobilizatorski vlogi je bila naša zgodovina za veliko večino dokaj nesporna. Pravzaprav so bile razlike predvsem med onimi, ki so gledali na preteklost politično ljubiteljsko in med onimi, ki so želeli biti strokovno znanstveni. Do prvih večjih razpok je začelo prihajati med zgodovinarji ob gledanju na čas reformacije. Tu so posamezniki že kazali običajno pod vplivom ideologij in predvsem verske pripadnosti že drugače poglede. Če je bilo obsojenje in kazanje slovenskih ozemeljskih izgub na račun Nemcev, Italijanov in Madžarov desetletja stalnica zgodovinskih prikazov, se opozarjanje na Hrvate pokaže predvsem šele po slovenski osamosvojitvi. Torej večina ne ve, koliko smo Slovenci izgubili na račun Hrvatov. Seveda je bilo marsikaj celo večina znanega že prej, da politične razmer so same od sebe zaradi oblasti zahtevale določeno obzirnost do Hrvatov v smislu zamolčanja nasprotnih dejstev. Torej ni to primerljivo seveda z nemškimi za izgubami, ampak vendar jih nima smisla zamolčati, če so odgled. Torej leta 1918 je bilo za slovensko zgodovinopisje velik prelom. V veliki meri se je odpovedal nekdanji skupni domovini, jo je preimenovalo v ječo naroda, kar je občasno sicer tudi bila. Tudi kljub temu je velik del njenega poznavanja, zlasti pri manjših generacijah izginil. Iskalo se je stika z južnimi Slovani, kot je že dr. Plunk omenil, in njihovo preteklosto, ki je praktično ni bilo, vsaj ne v tej obliki, ki so jo iskali. Kdor je skušal to karkoli spreminjati, je bil Avstrijakant. To je ena taka prva zmedljivka med našimi kolegi. Ta očitek se je vlekel oziroma obstaja tudi še v sedanjih časih. Spominjam se, kako obziran je moral biti pokojni akademik Sergej Vilfan, ki je pogosto javno, še bolj pa zasebno pri nas na inštitutu popravljal določene slovenske poglede na območje skupne avstrijske zgodovine. Zavedal se je, da če bo to širše govoril, ga bodo takoj razglasili za Avstrijakanta, še zlasti, ker je pač poročeno na drugi. Slovensko zamudništvo tudi na zgodovinskem področju je imelo za posledico, da so si slovensko preteklost, vse od slovenskega preporoda dalje, bolj ali manj prisvojili literarni zgodovinarji. Opravili so izjemno delo. Veliko med njimi je bilo tudi velikih znanstvenikov, vendar so bili ti na drugi strani tudi politično usmerjeno in dejavni, predvsem je blizu liberalizem. Te bi rad predvsem spomnil na izjemna znanstvenika, Kidriča in prijatelja, nekateri pa bi blizu že tudi socializem, kot naprimer Lončarjev pa Prepeluhu. V spredje so postavili povsem določene ljudi in pripisali moč in oblast, ki nikoli niso imeli, to naprimer zlasti na to pozoru, kako se poudarja s politično moč Blajvajse, ki ni bilo, ni bile v bistvu uradnih tiste družbe. Govori se o Prešerno, kakšno silno moč je imel, ki ni bil sicer priznan pesnik in še več takih primer bi lahko nameril. Torej, kdor je hotel te stvari drugače razlagati, je bil razglašen za klerikalca in je bila akademska kariera, predvsem univerzitetna, zaprta. Tukaj bi vam dal za primer, to se je zgodilo pravzaprav Ivanu Grafenauerju, Ivanu Grafena, literarnemu zgodovinarju, ki je pravzaprav zato, ker je bilo za klerikalce nikoli ni mogel prijeti na univerzo, kamor je pravzaprav po svojemu ogromnemu znanju tudi spadal. In tako je nastala tudi na zgodovinarji velika, težko popravljiva škoda za stroko in za cele generacije. Nekaj je bilo pa tudi osebnih tragedij. Nastanek oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani po prvi svetovni vojni oziroma z nastankom Ljubljanske univerze je bil za strokovni razvoj gotovo prelomen. Prav ta prelomnost mu je dala tudi določeno
skrb za kadrovsko opremljanje slovenskih šol in inštitucij, kar se je pa kmalu spremenilo v svoje vrsto oblast. Kdor je želel delati znanstveno kariero iz lastne, ne pa profesorskih pobud, ni bil prijazno sprejet. Torej, večini ni znalo, da je France Škrl. Ne vem, koliko od vas ga še pozna, on je veljazo velikega strokovnjaka zgodovine NOB, je čisto tako iz proste, lastne volje prinesel na fakulteto dizertacijo. Nikoli niso tega odpustili, da ni prinesel dizertacije na njihov pobudo, no, France zdaj pa prid, pa lahko delaš to, on je že naredil. In zato ni bil pravzaprav med večino zgodovinarjev, so izjeme, nikoli dobro sprejet. No in ta oblastiželjnost, ta milost je pravzaprav še danes stanje za nekaterih posameznikov, ki se ne morejo sporozumeti z novimi pluralnimi razmerami v najširšem smislu besede. Po drugi svetovni vojni so se razmere še poslabšale, pa tudi nabor negativnih oznak se je bistveno povečal. Najprej je prišlo do obračuna s tistimi, ki so bili dejno preveč povezani s prejšnjim režimom, pa to naj bo klerikalni, naprimer Josip Mar, ki je bil odstavljen kot direktor Narodnega muzeja, ali pa liberalni zgodovinar Četnik, ki je bil Krošelj, katerega fantastično delo Zemljiške zveze na Kranjskem pozna izjemno malo zgodovinarjev, ampak samo zato, ker je bil pač Četnik, čeprav ni bil aktiven, kolikor vem, je v taborišču. Torej, kdo ni sprejel marksističnih stališč in ocen Edvarda Kadela in drugih domačih in tujih, njemu podobnih in ljubih avtoritet je bil obsojen na marksista, neznanstvenega zgodovinarja, skratka reakcionarja, ki v aktualni strokovni znanstveni sferi nima kaj iskati. Kako tragično je v tem pogledu brati nekatere razprave naših velikih zgodovinarjev, ki v svojih delih, celo tam, kjer ni nobene vsebinske zveze, citirajo klasike marksizma in njihove slovenske oziroma jugoslovanske epigone. Ne bom imen govoril, ker mi je silno težko, to so meni zelo ljubi ljudje, me pa pretreslo, kako so na primer citirali Ziharla ali pa Kadela, nekateri ugledni so vsebno uglednih niso marno, ampak če je hotel članek krizirati, je mogel biti toliko je dob takih citatov. Ne moramo seveda obsojati teh zgodovinarjev, ne moramo pa tudi zamočati žalostnih razmer, ki si jih v to prisiljevali. Mimo grede sem bil precej let urednik kronike, sourednik pravzaprav. Če nismo imeli članka o NOB-ju, nismo mogli iziti. Vsake številke je moral biti članek o NOB-ju. Torej, še hujše usode pa čakala tiste, ki so prišli na skriz z uradnimi pogledi na delovsko gibanje, tako mednarodno kot domače in zlasti NOB oziroma revolucijo, ki je včasih bila, včasih pa ni bilo. Pri pisih o tej problematiki je bilo celo popolnoma vseeno, če so se tem gibanjem idejno in politično pripadali. Spomnite se samo pokojnega Krnmaunerja Dušana, ki je moral celo opisati pod anonimnimi, mislim, pod drugim imenom in priimkom, pa ni bil. Torej, važno je bil, da je bil na liniji. Tisti, ki so prišli znova v skriž, so bili poleg zgoraj omenjenih revizionisti ali pa celo simpatizerji Bele garde. Najbolj tragično je bilo glede povojnih pobojev, ki so jih lahko obravnavali le literati. Poleg vodilnih politikov so bili izjemno vplivni razni rezuni, ki so preko raznih različnih partijskih zgodovinskih komisij, ob koncu komunizma pa marksističnih centrov, torej so se povzpenili na družbeni lestvici. Izjemno nevarni, lahko pa tudi koristni, odvisno koliko so bili pametni, so bili nekateri tako zvani SPD-ovci, strokovno-politični delavci. Tovrstni ljudje, pa ne vsi, ampak posamezniki, so imeli izrazito hlapčevsko mentaliteto, za katero je znano, da potem, ko se nekje posprejo, postanejo hujši priganjači, kot so gospodarji. Za svoje cilje niso izbirali sredstva, so bili pogosto mnogo nevarnejši, kot pa vodilni politiki, med katerimi razen ideološke omejenosti ali preračunljivosti niso bili vsi novi. Tle bi vas rad spomnil samo en tak primer, pa spet ne bom imena bil, ampak profesor Prederskega je eno od teh SPD-ovcev nekoč obtožil, da ni v redu, da je revizionist, ker mu ni prav čas, oziroma ker ni sprejel njegovega magisterija. Ta naš ljubi kolega še danes ni magister, ampak on je izrabil svojo službo na SZDL-ju, da se spravil na Prederskega, ki veste, kdo je bil oziroma kaj je. To je sam primer teh SPD-ovcev, kaj so si lahko privoščili. Torej, lahko ugotovimo, da mnogi med temi še danes zastrupljajo duhovno ozračje na Slovenskem. Od pravih pripadnikov oziroma pristašev vladnega režima jih, poleg klečeplaznosti pred oblastniki, loči neskončna slaba oblasti, samooklicana pravica do delitve na sveto in podajanje ocen,
za katere trdijo, da so visoko strokovne in znanstvene. To je stalno ta zvon, znanstveno, strokovno, znanstveno, strokovno. Takrat se človek večno vpraša pravzaprav, ker so tle danes zraven, ne bom povedenega vojaškega reka, pa se veste, k opoštenju vojska v skrečenju. To je pravzaprav ta zgodba, ki se trvati. Torej, njihova lastna stališča so šibka, slabo argumentirane, pogosto prilagojena prevladujoči njihovi politični klimi. Poudarjam, problem ni prvenstveno v ideološki opredeljenosti, ampak v hlapčevsko oblasti mentaliteti. V takih razmerah so že na načelni ravni sumljiva tudi ostala zlasti nova raziskovalna področja. Tako so nekateri izločevali raziskave gospodarske zgodovine, zlasti formiranja kapitalov, podstavljena kapitalizma. Tle se spominjam, Janko me bo pritrdil, težave, ki jih imel pokojni Jože Šoren, ker ga knjiga zlepa ni mogla izideti. Potem se spomnim, kako so nekateri pisali o plemstvu smatrali za konzervativizem, romantičnost, torej poudaril tehnični razvoj in bil neko manj tehnokrat. Ko je proti koncu 80-ih let Slovenska matica predila simpozijo dr. Jana Zobrajvanjstvu, so moje sodelovanje na tem simpoziju celo v prijateljskih krogih označili kot sodelovanje z revizionisti slovenske zgodovine. Ta oznaka, kot je bilo že danes večkrat slišano, je tudi sicer postala zelo popularna v naših krogih. Če so z njo nekaj časa označevali predvsem ljudi, ki se ukvarjajo s proučevanjem povojnih pobojev, skušajo sedaj z njo označiti in predvsem družbeno problematizirati vse tiste, ki so sposobni iskati drugačno podobo NOB ali še bolj revolucije. K sreči njihov strokovno etiketiranje, torej, ki v resnici ideološko-politično nima več nobene teže, ne pomena, razen v krogih ideoloških pomišljenikov. Torej danes, tako kot je že dr. Prunk rekel, ni problem biti revizionist, počasno se pa to lahko stalo službe, pa še kaj več. Torej, obrabi besede revizionizem gre v bistvu za še bolj tragično zgodbo. Raziskovanje preteklosti, kot je bilo že danes večkrat povedano, je stalni revizionizem, kajti poudarjanje starih tez nima nobenega smisla, to ni znanost. Zanimivo je, da tisti, ki etiketirajo kolege z revizionizmom, hkrati zanikujejo tudi možnost iskanja zgodovinske resnice. Za njih je enostavno ni. Torej, problem je tako strokovni kot moralni. Očitno so zmožni zgodovino dojemati zgolj ideološko, politično pa znanstveno. In zanimivo je, tukaj je bil že citiran moj kolega in prijatelj dr. Igor Gardina in njegova izjava na Matici. Zanj ste lahko brali v nedeljskem dnevniku, in tudi spet v Štihom, ki pravi, Peter, da so zgodovinarji poklicni revizionisti, ampak on to smatra za pozitivno. Torej, nasploh je največja hiba slovenskega zgodovinopisja izjemna konzervativna nesposobnost, tako raziskovalcev, še bolj pa ljubitelji strokovnih bralcev do soočen z novimi dejstvi in pogledi. Mnogi v vsakem novem spoznanju takoj vidijo politiko in ideologijo, celo tam in takrat, ko take zveze ni in ne more biti. V samo tolažbo lahko zapišem, da se podobno dogaja tudi z nekaterimi drugimi humanističnimi in družboslovnimi znanosti. Naprimer, literarna zgodovina in bi tle rad spomnil na najega prijatelja in kolega dr. Kozmo Ahačiča, ki je prišel do velikih in silno spomembnih spoznanj v zvezi z reformacijo. Torej, to, kar je moral ta kolega prestati, to je skregano zdravo pametjo. Torej, o tem velja upozoriti še na nek drug pojav, ki je pa izjemno zanimiv, tudi že na tega dr. Prunk upozoril v zvezi s Karantanjo. To je nekritično sprejemanje raznih novih teorij, zlasti strani tujih, predvsem amerikanskih, še drugih teoretikov, katerih najšibkejši del je argumentacija oziroma pozitivno znanje. Kakor je teoretični napredek nujno potreben, pa je na drugi strani lahko največja nevarnost za stroko, še zlasti, ko gre za modne trende. Posebej bi tle rad upozoril na škodljive posledice raznih antropologij, takšnih in drugačnih. Realna dejstva in realne študije upoštevajo namreč samo toliko in samo takrat, kadar se strinja s teorijo. Najprej teorija, potem so pa dejstva. Če dejstva napašajo teorijo, se jih spusti. Se spomnim enega že pokojnega prijatelja, ki se je pred par leti ubil nekje v Triglavski steni, pa smo se enkrat kregala zaradi tega, pa rekel, ja, Bog pomaga, kako pa sploh naprej pošli, če uposijo se dejstva. Ni važno, važno je teorija, dejstva pa če štima je zno ali pa ne. Torej, zapoveč tole stanje in perspektive slovenskega zgodovinopisja. Torej, nikoli v zgodovini niso slovenski zgodovinarji toliko in tako dobro raziskovali svoje preteklost kot danes. Nedvomno pripada primat starejši kulturni zgodovini.
Še najšibkejše zaradi kadrovske podhranjenosti je raziskovanje revolucije. Tu je pomoč od zunaj izmed ljubljanske srednje nujno potrebna. Zanimivo je primerjati naše razmere s srbskimi. Tu za njimi zaostajamo za Srbi. Kadrovska podhranje se gotovo tudi posledica dejstva, da je nekateri raziskovalci, torej to revolucijo, želijo ohraniti v podobi, kot je bila zgrajena v času totalitarizma. Enoumje in nestrpnost, ki sega celo do izločenja posameznikov iz znanstvene diskusije, torej nekateri tukaj navzoči kolegi sploh ne dobivajo vabilno določena znanstvena srečanja, čeprav so v teh stvarih največ pisali, dobiva zastrašujoč obseg. Opazna je tudi vse večja politizacija zgodovine, prav v zadnjih mesecih. Politiki si znova, zlasti osebi predsednika države, njegovega kroga ali kabineta, restijo pravico do ocen, ki jih razdašajo za edino sprejemljivo znanstveno pismo. Na manifestacijo tega smo lahko doživljali v letošnjem 27. aprilu. Sorodno z nekdanjem Emunjem ni slučaj, saj vemo, da obstaja določena kontinuiteta. Krasničnemu napredku slovenskih zmenopisij je največ prispevalo izobraževanje mlajših kolegov v tujini. Tam se ne naučijo samo novih metodologij in delovnosti, ampak pridobijo širše, predvsem pa strpnejše, kulturnejše poglede na preteklost. Prav v tem internacionalizacijskem segmentu je večja nevarnost za slovensko konzervativno oziroma ideološko zgodovinopisje. V mednarodnih okvirih s takimi zastarelimi ideološkimi konstrukti enostavno ni več mogoče nastopati in opozarjene, če se na to opozarja, je doživela že tukaj naša kolegica Andreja. Torej, če se ne želimo osramotiti, potem seveda s takimi preživelimi konstrukti res ne gre nastopati. Seveda pa ne moramo zanikati tudi nekaterih slabih izkušenj iz tega mednarodnega sodelovanja, ampak vendar te niso takšne, da bi presegla pozitivne. Izjemno pomembno tudi povečanje števila raziskovalnih središč, to je univerz oziroma inštitutov. To je izjemnega pomena, ne toliko za kvantiteto kot kvaliteto stroke. Konkurenca med raziskovalnimi središči sproža tudi konkurenco med strokovnjaki. Različni oziroma številni centri onemogočajo preveliko moč posameznikov, zlasti tistih, ki so svojo moč vedno sposobni izvajati v povezavi z inštitucijami, ne pa z močjo lastnih argumentov ali bolje znanja. Seveda pa vse skupaj s njim zgodovinarjem kot osebnostjo, njegovo človeško in družbeno naravnanostjo. Že statistično je iluzorno pričakovati, da na tem področju, torej na zgodovinopisu, ne bo ideološko naravnanih posameznikov. Ti so nevarni takrat, ko se poveže s totalitarnimi politiki. Pred nekaj leti predstavljena zamisel o koncentraciji raziskovalcev v nov. Tako imenovani Nacionalni zgodovinski inštitut je bila predvsem zaradi slabih izkušenj iz preteklosti in sedanjosti, oblastnosti in nestrpnosti nekaterih naših kolegov tako enoglasno zavrnjena. Žal je v Sloveniji tega celo statistično nenormalno veliko tega oblastnosti in nestrpnosti. Očitno spada v ta kontekst tudi obračunavanje s imenovano tranzicijsko navlako. Zdi se mi, da se v to tranzicijsko navlako, da predsednik države zdaj šteje tudi kritično zgodovinopisje. Od odloživosti zmotnega ali nedokazljivosti zgodovinskega vedenja imamo slovenski primeri starejše zgodovine, tudi tle, ne samo glede in obeso problemi. Glejte, veliko Slovencev še vedno trdno verjame v pripovedovanje Prešernovega krsta pri Savici uporu proti krščanstvu pod proti miru. Čeprav ne gre za dokazano dejstvo, da je sploh bil to upor proti krščanstvu, je pravzaprav najbolj normalno to problematizirati. To se je izmislil Kristalnik, ki je bil protestant. In se je kar nekaj zgodbe izmislil. Dobro, lahko je bilo, lahko ni bilo, ampak dokazljivo ni. Neke podobne spore imamo seveda tudi okrog nadaljnih stvari, ki jih je omenil že dr. Plum. Torej, v nedavnem intervjuju akademika Štiha je bila zapisana trditev, da politiki prirejajo zgodovino. To je v naših krogih zelo razširjeno mnenje, ki pa je v osnovi lažno. Dejstvo je, da zgodovino prirejajo predvsem zgodovinarji, ki vidijo v historiografiji zgolj drugo sredstvo za svoje rodbinske, osebne, idejno-verske, politične, oblastne, znanstvene in še ne vem, kakšne vse druge težave. Dokler vse to obstaja zgolj na osebne ali celo strokovni ravni, ni tak problem. To postaja namreč problem, ko za svoje znanstvene spoznanja pridobivajo politike. Ko naprimer piče, da je treba določene inštitucije ukiniti, določene kolege umakniti iz javnosti, vzeti službo in pa podobno. Gre za somrak zgodovinarja, ki pa ne more napovedati somraka stroke. Če bo
Stroka bo težava preživela in ključno vprašanje je, ali bomo zgodovinarji sestavni del tega preživetja, ali bomo pristali na smetišču. Kako je to hitro in kruto lahko vidimo potem, kako v naši sredi ni nekaterih starejših nekdaj nad vse vplivnih kolegov. Nekoč se nič v stroki ni smelo dogajati mimo njih ali brez njih. Danes jih pravzaprav v stroki praktično ne več, vse kaže, da jih tudi nikoli več ne bo. Za resničen konec bi tjera pa še naslednjo tezo. Poglavitna arhiva slovenskega zgodovinopisja, poleg posebnostnih protest in značilnosti posameznih kolegov, seveda tudi pomanjkljivega znanja in ideološke slepote je premajhen posluh za pravo. V slovenskem primeru se premalo upošteva tudi naravno pravo, na katero sloni ves slovenski boj in prizadevanje za preživetje. Večina politikov tega ne ve, da je slovenska zgodovina zgrajena na naravnem pravu in seveda hoče dokaze iz zgodovinskega prava in tle jim pride seveda nekateri zgodovinarji nasprotno. In to zlasti vidimo prav pri teh interpretacijah 27. aprila in revolucije in prav ta odsotnost smisla za naravno pravo je tisti argument, ki povezuje nekatera zgodovinarje s totalitarno politiko. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Grandinku, kar je rekel o pravostem, se absolutno strinjam, jaz nisem študirala tukaj. Prejšnja oblast je poskrbela, da je moja družina morala že 62. leta zapustiti. Zato na Dunajski univerzi so polagali veliko važnost na pravo in so nas zgodovinarji tudi pošiljali na pravno fakulteto, ampak tukaj izgleda te navade ni bilo. Profesor Ploterski mi je to enkrat metal naprej, da se vmešavam v stroko, s katero nič ne razumem. Zdaj pa predajam besedo gospodu doktorju Igorju Grdini Rosni. Hvala lepa. Zdaj tudi jaz lepo pozdravljam. Začel bom z eno mislijo Josifa Vissarionoviča Stalina, ki bi pričakovali, da je pač ideološki vzor negativnih pojavov v našem zgodovinopisju lahko tudi. Leta 1950 je namreč Stalin, ki je gotovo četrti klasik marksizma, poudaril, da nobena znanost ne more napredovati, če ljudem ni dopuščeno kritizirati stališč tistih, ki trdijo, da so avtoritete za določeno temo in zato je v znanosti potrebna svobodna diskusija. To je ta znamenita debata o lingvistiki. Pravzaprav o tem, o čemer se danes pogovarjamo, vse to dokazuje, da imamo težave tam, kjer jih niti marksizem najtršega kova ni imel. Znameniti angleški zgodovinar filozofije Friedrich Coplestone je zapisal, da se sam Stalin tega načela mogoče res ni držal, ko je beseda tekla v bioloških teorijah, da to niti malo ne zmanjšuje teže njegovega opozorila. Kajti seveda z isto starejšo fiziko, dialektično, materialistično se pač v svet atoma ni dalo vstopiti. In ravno zaradi tega je ta revizija v marksizmu tako zelo pomembna. In tisti, ki se pač sklicujejo na večne resnice, na nespremenljivost, pravzaprav ne morejo najti upore niti v marksizmu, kakor se pogosto misli. In zaradi tega jaz mislim, da problemi našega zgodovinopisja sploh niso toliko ideološki, da je ideologija pravzaprav samo neka španska stena, nekaj podobnega za čisto osebne nestrpnosti
za katere mislim, da so pač letos doživele v začetku leta res nevzdržen obseg. Marsikaj se je do sedaj reklo, ampak tako naravnost in tako ad personam pa še ne. To se pravi, da je treba nekatere kolege pravzaprav spraviti ob institucijo, na kateri delajo. In ta institucija je institucija, na kateri smo. Česa takšnega že dolgo nismo doživeli. Ne? In to je pač bila intervencija našega kolega, ki že dolgo vizualno in akustično obvladuje slovensko historiografsko, v marsičem pa seveda tudi medijsko sceno. In ta kolega je seveda spiritus rektor Ljubljanske zgodovinarske šole na Filozofski fakulteti, je seveda tudi vodja raziskovalne skupine. Mogoče se vam zdi to nekaj zelo banalnega razlagati, ampak ko bomo šli malce natančneje pogledati, kakšna so razmerja med slovenskimi zgodovinarji, bomo videli, da ta stvar sploh ni čisto nič banalna. Kajti, če se zahteva, da se denar od študijskega centra za narodno spravo prekanalizira na javno agencijo za raziskovalno dejavnost, in to se je zahtevalo, potem se gre vprašati, zakaj se to zahteva in v čigavo dobro. Ali ta agencija je res tako zelo nepristranska, ali pa seveda gre tam kaj za kaj drugega. Torej, prvak zgodovinarjev na Ljubljanski filozofski fakulteti se v zgodovinopisje trudi prenesti paradigmo oblastne asistence, ki je bila s pompom vrednim Hollywooda v začetku leta 2009 uveljavljena v kulturi. Vse to se ne dogaja samo v zgodovinopisju. Takrat je, mogoče se kdo še spomni, notranja ministrica v aktualni vladi v svojem javnem nastopu priporočala branje romana, ki je bil natisnjen s pomočjo denarja iz javnih virov. Ali pričakujemo zdaj, da bojo ministri propagirali res vsako delo, ki ga država seveda ali pa njene inštitucije podpre? Morala bi, če smo enakopravni, torej če upoštevamo 14. člen ustave. No, prav tako pa je ta naš kolega namesto znanstveno fundirane in argumentirane kritike poskušal postaviti državni intervencionizem eliminacionističnega tipa. In to je naša velika, velika težava, eliminacionizem, odstranitev. In ta eliminacionizem je v veliki debati o omenjevanju možnosti dostopa do arhivskega gradiva Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, v katerem pa že zaradi določil drugih zakonov ne more biti ničesar z aktualno operativno vrednostjo. Sej ni mogoče ničesar izdati, razen, če niso mogoče česa spregledati, ampak to je problem druge zakonodaje, ne arhivske. In je tako ali tako že na delu. Torej, vidimo pravzaprav ta intervencionizem na delu, pa od gospa Grisarjeva je omenila znamenito izjavo zgodovinarjev iz aprila leta 2005. Tukaj imam še njen prvopis, ki se malce razlikuje potem od izdane verzije, in tudi eden od pobudnikov je odpadel, ni podpisal več tiste manj radikalne verzije. No, in tam so svoj eminentno politični nastop določeni kolegi izrabili stroko
ki se tako tudi povsem jasno ločila od znanosti. Stroka je danes pri nas v bistvu sinonim za sistem zvez, jaz tebi, ti meni, znanost je pa se pravzaprav žal ločila od stroke. In to, kar se govori stroki, dajmo priložnost, vse to vsi vemo, da je metanje peska v oči. No in za njihovo ravnanje je simptomatično, da so tedanje oblasti naprtojili kar vnovično krepitev nekakšnega kulta Karantanje. V prvotni izjavi piše mita Karantanje. Neznanstveno naravo tega očitka najjasneje dokazuje dejstvo, da noben od podpisnikov oziroma iniciatorjev omenjene izjave ni napisal omembe vredne vrstice v najzgodnejših poglavjih slovenske zgodovine. Ker je zganjanje Karantanje iz naše narodne preteklosti brez vsakih resničnih historiografskih temeljev, je mogoče misliti na ideološko-politični razlog tega početja oziroma izgovor. Slednjega zares ni težko odkriti. Ko sta Marx in Engels leta 1849 pisala o revoluciji in kontrarevoluciji v Nemčiji, sta govorila o umirajoči koroški narodnosti. In klasiki marksizma se ne smejo motiti. Torej, mora biti tudi neka koroška narodnost. In če je kje kakšen mit, potem je najprej tukaj. Navidezno se ta teorija zdaj naslanja na teorijo Herwiga Wolframa o etnogenezi. Namreč, da so bili Korošci oziroma Karantanci pleme kot kakšno drugo pleme. Tudi, kdor pozna Wolframovo teorijo zelo natančno, potem ve, da je Wolframova teorija, da jo je nemogoče aplicirati na Karantanjo. In nikoli nam zagovorniki izganjanja Slovencev iz Karantanije niso uspeli pojasniti nečesa, kar je za Wolframovo teorijo bistveno. Namreč Wolfram govori o tradicijskem jedru. Tradicijsko jedro je za neko pleme bistvenega pomena, ker gre plemena so nepismena. In vprašanje je, kako se tradicija plebena iz roda v rod prenaša. Kdo je tisti, ki to prenaša, če pa ni nič zapisanega. Ne? In v Karantaniji nikoli ni, pač v poskusu aplikacije te teorije na Karantanijo, nikoli ni bilo rečeno nič o tradicijskem jedru. Kako bi Karantanci bili pa pleme brez tega v okviru Wolframove teorije? Torej, to, kar se pri nas podarja in predava kot teorija etnogeneze, to je neznanstveni spaček brez bistvenega elementa. To je kot avtomobil brez motorja. No, in ko gledamo potem, ali je ta teza ostala na ravni visoke znanosti, za katero je tudi Stalin rekel, da velja svobodna diskusija, vidimo takoj, da temu ni tako. Že leta 2005 se je poslanec vladajoče stranke, Samo Bevk, solidariziral takoj z to tezo in je izjavil, da je povezovanje Karantanje s slovenstvom, citiram, neumnost. To je takoj, oziroma sočasno pravzaprav z to tezo. In težko bi rekli, da je torej ta teza tudi potem, ko v javnem prostoru nastopa znanstvena. Ker sem že bil prej parkrat izzvan k besedi o starejših zgodovinopisnih temah, bi upozoril še na neko zelo prezrto dejstvo. Namreč pri Trubarju se najde pojem slovenska dežela. Ena slovenska dežela, ne v množini slovenske dežele. In sicer v njegovem drugem katekizmu, ki ga zgleda noben več ne vzame v roke, in tam kaj se govori v ednini in potem je v enem pismu
Bullingerju 1555. leta Trubar zapiše, da je pred izgonom oziroma pred begom v nemške dežele 17 let pridigal Windischland. Spet je ednina. No, in ko smo seveda kaj takšnega objavili, sem se zelo prizadeval za to, da se to odkritje pač pojavi v javnosti. Seveda niti ni vzbudilo kakšne pozornosti, čeprav mislim, da je zelo pomembno glede na tisto, kar se je pozneje dogajalo. In seveda, zdaj, zakaj je tako? In zakaj je v šolskem sistemu tako, kot je? Mi moramo vendarle vedeti, da je v slovenskih srednješolskih učbenikih v Evropi daleč najmanj besedila posvečenega nacionalni zgodovini. To je približno 23%. Drugje je od 35 do 50%. In ko zdaj povezujemo, ampak veste, na maturitetni komisiji se ne da nič napraviti. Maturitetna komisija samo dela teste za maturo po obstoječem programu. In tam, ki se ne da pravzaprav napraviti popolnoma nič. In ko gledate potem personalno zastavo, zakaj je temu tako, vidite, da povsod se najdejo eni in isti ljudje, ki so pač podrejeni raziskovalno, tistemu, za katerega sem rekel, da vizualno in akustično obvladuje slovensko historiografsko sceno. Skupina tega človeka je, to je dokazano, se je Reporter je objavil faksimile, dobila posebnega, nestrokovnega ocenjevalca za svoje podvige iz druge stroke. Vsi drugi smo dobivali iz iste stroke. Nas druge so ocenjevali historiografi, njih ni ocenjeval historiograf. In tista ocena je evidentno nestrokovna, ker piše v njej, da je delo skupine tistega zgodovinarja iz FF pomembno zato, da bo zdaj pač končno išla zgodovina slovenska v angleščini. Dobro ali slabo, napisali smo jo že, izdali smo jo že in financirala jo je po neki pomoti zgleda ta ista javna agencija za raziskovalno dejavnost, ki zdaj financira isto delo pravzaprav še drugič. Ali ne vem kolikič pač seveda že. Rad bi pa povedal še nekaj, da tole, kar se dogaja pa pri ocenjevanju na javni agenciji za raziskovalno dejavnost, je pa tista stvar, zaradi katere smo v celotnem slovenskem zgodovinopisju v podobni situaciji, kot so maturanti pač v šolskem zgodovinopisju. Tu je en krog ljudi, ki obvladuje vse. Ta zgodovinar, o katerem sem govoril, ta vizualno in akustično obvladuje slovensko historiografsko sceno, je recimo lani bil ocenjevalec predlogov, programov in projektov. Ocena je tisto glavna stvar, na podlagi katere ljudi ne bi bilo denara. Ampak pazite, ko se program financira ali projekt, zdaj tisti, ki znate grško in latinsko, se boste smejali, boste rekli, se to je vendar eno in isto. Seveda je eno in isto, eno je pač iz stare grščine izpeljano, eno je pa iz latinščine. Ampak torej to se ločuje. No in vsakdo v tej državi mora za porabljena sredstva, ki jih dobi iz javnih virov, pisati poročila. Samo ocenjevalci na ARRS pa ne pišejo poročil. Izbrani niso na javnem razpisu, ampak v nekem zelo zaprtem krogu.
Prostite, jaz lahko zastavim zdaj tukaj zelo preprosto in zelo jasno vprašanje, ali ta netransparentnost, ker to je netransparentnost, ne preveša v omogočanje protipravnega pridobivanje protipravne premoženjske koristi. Ja, ali pa celo pranja denarja. Vem, da je to zelo radikalno, ampak možno to je. In izbirajo se vedno eni in isti ocenjevalci. Jaz vem, da nikoli, razen enkrat po položaju, nisem bil ocenjevalec, čeprav imam 8 let najvišje število točk v slovenski historiografiji. In seveda, če gledate, moje kolege imajo 6-7 projektov za sabo, jaz sem dobil do zdaj kvečemo 3. In ne vsega iskati v ideologiji. Tukaj so neki drugi in čisto realni in čisto neskrivani interesi. In če nekdo napiše, da naj se denar od študijskega centra za narodno spravo prekanalizira tamle na Tivolsko 30, na javno agencijo za raziskovalno dejavnost, potem točno vemo, zakaj pravzaprav gre. In seveda, vemo, zakaj je v slovenskem zgodovinopisju tako, kot je, zaradi odgovora na vprašanje qui bono. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospodu Grzini. Smo pričakovali, da bo zelo konkreten, kar je tudi bil. Zdaj pa dajem besedo gospodu Jožetu Dežnarju. Gospod in gospodje, hvala lepa. Jaz upam, da bodo te limitne razprave čim prej objavljene, seveda, in se zahvaljujem Študijskemu centru za še enkratno gostoljubje. Bi pa pravzaprav vse teme, ki so bile obdelane, bi poskušal nadgraditi z to zgodbo, ki se na zadnje čase dogaja in ki smo se jo vsi dotikali. Izjemen citat iz Nika prijatelja, to je iz leta 85, on pravi: mi pa živimo v veri, ali pa se vsaj tako delamo, da se besede, posebej, če jih pogosto in dovolj slovesno ponavljamo, tako rekoč samodejno spremenijo dejanje z zaželenimi učinki. Seveda smo potem razočarani, ko se to ne zgodi. Namesto, da bi to razočaranje omajalo našo vero v magično moč besede, nam nasprotno vzbuja prezir do dejstev. Taka konstrukcija javnega prostora jo pa zdaj poskušajmo še malo približati, kot se temu reče, tej izgubljeni realnosti. Namreč, komunistična partija je po 10 letih po ustanovnem kongresu 11 začutila potrebo, da afirmira svoje zgodovinsko poslanstvo in v eni taki resoluciji so zapisali leta 1948 na drugem kongresu tole. Komunistična partija Slovenije je vedno pravilno in dosledno izvajala linijo internacionalnega proletarskega sodelovanja v vprašanjih borbe za boljšo bodočnost delavskega razreda in delovnega ljudstva, sploh v vprašanjih borbe za mir, v vprašanjih borbe proti fašizmu, kot tudi v vprašanjih borbe za nacionalno združitev slovenskega naroda. Komunistična partija Slovenije je zato v celoti izvršila svojo internacionalistično dolžnost. Seveda, če bi te besede mogel ponoviti predsednik Tirk v letošnjem govoru o tako imenovanih osvobodilnih prireditvah, bi jih seveda zatajil. Če bi mogel gospod Kučan ponoviti svoje besede, ki jih zapisal v uvodu k zborniku o obletnici komunistične partije leta 87, bi jih tudi zatajil. So bile pa že tako samoupravno intonirane, da bi bile povsem nerazumljive, ampak kljub vsemu mislim, da jih ne bi ponovil. Namreč gre za eno preprosto dejstvo, ki ga lahko jaz sam kot sodobnik, končno smo vsi šli skozi določeno šolanje kot takratni predstavnik organov za razne izročila, še posebej, lahko rečem, da se nam danes dogaja mitološko gledališče v novih kostumografijih in režijah, gre pa za preprosto revizijo sistema ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil ali verzija ta, ki jo je kolega Grdina opisal ta mehanizem v zgodovinopisju. Tukaj gre pa za socialno
politično indoktrinacijo, se pravi, vse je tako kot v svinčenih letih z drobnim popravkom, namest internacionalnega poslanstva in nacionalno poslanstvo, in kot vidite iz komedije zgineta Tito in revolucija. Tok preprosto to je. Se pravi, pojavi se partizanska romantika, ki skriva revolucionarno tragedijo, ampak to pa v okviru, ki ga je gospod kolega Prunk povedal, pomeni, da se zagovarja zločin, umor, rop in laž in da se namesto militarizacije, ki je bila prej smisel tega spektakla, da se pojavi zelo nevarno idealiziranje oziroma odpiranje možnosti za vladanje s sredstvi, ki jih je spet Kardina, ali pa gospod Karek je tudi Stane povedal, ampak poglejte, vsak dogodek skoraj ne zahteva revizijo, skoraj vsi datumi, na katerih so temeljile te slavne tradicije, zahtevajo revizijo. Recimo, jaz sem se prav zabaval, ko sem bral, veste mi, to, kar tem Angležem učitamo, kako so nam te naše fante spravili in civiliste v zadrego, ampak to jim učitajo tudi Nemci, namreč, ko se general Löhr v Grebinju pri Velikovcu pogaja z Angleži in ko ti odklonijo, predajo prehod njegove armadne skupine v Avstrijo, se on usede v avto in se odpelje nazaj v Slovenijo. In vi poznate znani mit o kapitulaciji nemške armade, ampak oni učitajo Angležem, da imajo zaradi tega tok in tok mrtvih. Ampak ta problem tega, kot vidite, zdaj smo vsi zelo prozahodno usmerjeni v teh naših slavnostnih ciklih, ampak dejstvo je, da je predsednik Türk po izjavi o drugorazrednosti je prilagodil se tej dikciji, da smo vsi barabe. To dikcijo je uvedel Janez Stanovnik, ko je rekel, da so recimo Angleži stradali milijon nemških vojnih ujetnikov na Zahodu, potem je predsednik Türk Američani. Potem je predsednik Türk začel govoriti o tem, da je bilo res, so bili milijon tragičnih žrtev in tako naprej. Sam poskul, to je asociativna lokacija umora na Zahod, kar pa je zelo preprosto statistično dokazljivo. Na Zahodu pač umira manj kot odstotek oziroma celo v promilih od vojnih ujetnikov. Je pa en zanimiv fenomen, da jih v sovjetskem ujetništvu umre tam okrog 35%, še bolj zanimivo je pa to, da v Titovem ujetništvu umre več kot pol nemških vojnih ujetnikov. In to je ena zelo zanimiva, recimo, tekmovalna karakteristika, ker je Andreas Grof-Razumovski je v eni svoji imenitni knjigi napisal pač, da je Tito imel ubijavsko obdobje, ki je hujše od Stalina. Potem se pa za razliko od Hitlerja in Stalina ubijavsko umiri in pač vlada. Ampak, skratka, ta fenomen najhujšega umorišča nemških vojnih ujetnikov. Drug fenomen je nemška manjšina, je od 195.000, ki so izstali v Jugoslaviji, je okrog 64.000 pobitih, tukaj govorimo o civilistih. Se pravi, več kot 30%. Tudi te odstotke bo treba primerjati za vsem izgonom nemških manjšin iz vzhodne Evrope. In seveda tretji odstotek, ki se nas pa najbolj tiče, če pogledamo knjigo Lovra Šturma in soavtorjev o ranjencih, invalidih in bolnikih, je odstotek mrtvih 85%. In zdaj naslednja racionalna številka, če je okrog 13.500 po vojni pobitih slovenskih vojnih ujetnikov iz protikomunističnih formacij in če z enim pregledom lahko domnevamo, da jih kaj dosti več kot 15.000 niso dobili v roke, se pravi smrtnost približno 90%. To so vse številke, ki nas peljajo naprej k temu, da začnemo pač normalno razmišljati in vidimo, da sta uničevalni koncentracijski taborišči v Teharjah in Šentvidu najhujši uničevalni taborišči za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih, vsako s po nekajkrat več smrtnimi žrtvami kot Auschwitz, Dachau, Mauthausen in tako naprej. Ampak to je eno zelo enostavno soočenje, se pravi ta zanikanje realnosti in pa realnost, ki prihaja k nam in o kateri se je treba pogovarjati. Jaz mislim v tem duhu, kot se danes tukaj za nekaj upoštevanja tega okvira človeškega dostojanstva, pravne države, človekovih pravic, obsodbe totalitarizma, razlike med demokracijo in totalitarizmom in tako naprej. Povsem jasno je, da je ta izguba realnosti pravzaprav obupna. In
Poglejte, mi, ko začenjamo ta pojem ustaje, ki ga bomo zdaj začeli prodajati, ne v javni rabi, ustaje jasno potem, ko je konc pakta Ribbentrop-Molotov oziroma Hitler-Stalin, potem imamo decembrsko ustajo, ki povzroči za posledično več kot 1000 mrtvih. Imamo pomladno ustajo leta 1942 v Ljubljanski provinci, ki ima tudi posledično nekaj 1000 mrtvih. Največja katastrofa se je seveda ustaja na Primorskem po kapitulaciji Italije, kjer ima verjetno 5 do 10 tisoč mrtvih posledicev. Potem imamo brezglavo množično mobilizacijo jeseni 1944, ki povzroči strahoten masakr, ko se partizani prvič srečajo z resnim vojskovanjem in tako naprej. To so vse stvari, kjer kažejo, da je dejansko ta kapilarni sistem falsifikata, potvorbe in tako naprej, treba kapilarno se z njim soočiti. To pomeni, da je tukaj delo za stroko, v javnem prostoru je pa seveda te razprodaje take in drugačne lahko druge. Jaz bi tukaj zdaj zaključil oziroma sklenil z pravzaprav nadaljevanjem te zgodbe o naših medsebojnih razmerjih. V del te zgodbe v izjavi leta 2005 je bil tudi moj prihod na mesto direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije in dva podpisana, takrat skratka kolega Pirjevc in Repes sta me lansko leto označila prvi kot, da sem politično škodljiv, po Repetovem mnenju sem pa prestrp pa ideološko obremenjena, in je posledica ta pač, da nisem več direktor, ampak še bolj zanimiv dogodek v teh naših pogovarjanjih je posebej 24. junij leta 2007. Takrat smo s kolegi iz Vojaškega muzeja in Policijskega muzeja na Gradu odprli razstavo o osamosvojitvi Slovenije, ki je bila tisti dan zaprta. Se pravi, to je največje cenzurno dejanje v Slovenskem muzejstvu po zaprtju ene razstave gospoda Goršeta v 70. letih. To je šlo mimo, ampak potem se je pa 3 leta nekaj dogajalo in se je verjetno volumen več kot 1 milijon evrov iz mestne občine lansiral v en projekt, ki se mu reče Zgodovina Slovencev in ki je bil idejno aranžiran po istem avtorju, milozvočnem, miloglasnem, milovidnem, ki ga je že omenjal kolega Grdina. In če greste na zakaj je tu slovenska zgodovina problem? Če daš na začetek razstave vsa človeška obdobja do Rimljanov na 5 metrov, če daš cel srednji vek na 10 metrov in če daš 20. stoletju 40 metrov, to pomeni, da je nekaj narobe. Ne more 100 let vagati toliko kot teh, recimo, nekaj 10.000 let homo sapiensa v teh krajih. In je pa zanimivo še nekaj. Imamo piščalko iz Hudih jam, imamo Barjansko kolo in imamo Vaško situlo. To so razmeroma kulturni, tudi eksportno, rentabilni, civilizacijski produkti. Potem se nam pojavi feudalizem, cerkev, kmetje, mesta. Vsak ima približno 2 strani besedila. In kaj se pa pojavi? V 20. stoletju se pa skoraj za vsako temo je po 10 strani besedila. Se pravi, neznosna stiska, kaj bi radi povedali, ampak kaj so pa predmeti? Če odmislimo kipa Tita in Kardelja, so predmeti samokolanca, moped in tovornjak. In poglejte, tukaj je tisti problem, kjer je treba to zgodovino normalno imati. 20. stoletje ni usodno stoletje slovenske zgodovine. Iz njega nismo prišli neuspešni, je pa strašno težko, če ti nekdo poskuša z tonami besed in tonami mopedov, tovornjakov in šajtak povedati, da je to nekaj velikega, ne gre. In zato je tisti temeljni dogovor, ki je v stroki potreben, je seveda upeljava novih besed. Lahko rečemo tudi temu nove ideologije ali kakorkoli, ampak za razčiščenje, za opredelitev je pač bilo tudi v tem prostoru omenjeno so besede genocid, klasicid, kulturocid, rasizem, na drugi strani pa upori proti totalitarnim pojavom in uničenju civilizacije, ki jih ne poznamo. Se pravi, upori proti titoizmu so ravno toliko redni kot upori proti fašizmu in nacionalsocializmu. In dejstvo je, da
je slovenski vzpon leta 1991 največ vreden, ker smo to nasilno logiko človeškega razvoja in obračunavanja zavrnili tako, da smo za razliko od drugih jugoslovanskih narodov uspeli se osamosvojiti v nekrvavi vojni. In to je en civilizacijski dokaz, ki bi bil čas, da mu tudi zgodovinopisje sledi. Se pravi, nam je zdahujsko vzboja sovraštvo in militarizira, naj pacifizira, kultivira in vzgaja za demokracijo. Hvala lepa.